najlepša hvala. Torej, sem skupaj lep dober večer na današnjem dogodku besedne postaje. Prej bo tekla beseda o knjigi Ane Cebolj-Paradiž, Evgenika na slovenskem. Preden začnemo, bi teda zahvalila knjigarni Filozofske fakultete, da je sti dogodek, pa seveda Sofiji, da je knjigo izdala in Javni agenciji Republike Slovenije za knjigo. Mogoče samo še nekaj besed o knjigi. Knjiga je išla lansko leto pri založbi Sofija in jo odlikuje pravzaprav to, da ta prvenec Ane Cebolj-Paradiž odpira nova poglavja povezana z evgeniko. Govori o tem, kako se je evgenika razbohotila tudi v slovenskem prostoru in tako ruši določene mite, ki so se doslej podkrivali podobo, da je evgenika bila razširjena samo v nemškem prostoru. S svojim prikazom pa osvetljuje tudi diskriminacijsko obravnave nekaterih družbenih skupin, opozarja na načine razumevanja narodne in rasne identitete in pa tudi delovanja biopolitičnih vzvodov oblasti v družbi. Knjiga je sicer kronološko zastavljena, vendar pa hkrati je zelo bogato oriše različne interpretativne modele, s katerimi je mogoče dekodirati njene mnogovrstne rabe v različnih okoljih. In mislim, da ta knjiga tudi sjajen primer tako imenovane Entangled History, ker pravzaprav ne obravnava slovensko evgeniko izolirano, ampak prepleteno. Kaj se dogaja pravzaprav v širšem evropskem svetovnem kontekstu. Tako da na današnji razpravi z avtorico knjige in pa z današnjima gostom Marto Verginero in Tonijem Pustovrh bomo razpravljali o glavnih tezah knjige, torej kaj je evgenika, kaj je v danem času pomenila. Namen današnje razprave pa je tudi osvetliti, lahko rekel, kaj evgenika in biopolitika pomeni danes, kako se kaže v sodobnih modernih preoblekah. Torej, če najprej nakratko predstavim najprej avtorico. Ana Cebolj-Paradiž je docentka, prihaja iz oddelka za zgodovino, kjer predava historično antropologijo in pa občo zgodovino 19. stoletja. Zaposlena je kot raziskovalka na dveh projektih, Ženske in Prva svetovna vojna in pa na drugem raziskovalnem projektu Ženske in meje. Prav tako sodeluje v programu Slovenska zgodovina. Od decembra 2010 je članica delovne skupine History of Race and Eugenics na Oxfordu, je avtorica številnih člankov doma in pa v tujini. Njena raziskovalna zanimanja pa segajo na področje žensk, zgodovine telesa, zgodovine znanosti, demografske zgodovine, socialne zgodovine, medicine in pa bioetike. Poleg nje iz oddelka za zgodovino prihaja tudi redna profesorica Marta Verginera, ki predava na tem oddelku teorijo zgodovine, epistemologijo zgodovine, občo zgodovino 19. stoletja in pa izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja. Njena tematska zanimanja segajo na mnogovrstna področja, socialno zgodovino, študij spomina, mejne študije, nacionalne študije, zgodovine žensk, spola in pa ustne zgodovine. Je avtorica 13 monografij, številnih člankov, številk ne bom pravzaprav naštevala, ker bi lahko rekla, da rušijo vse rekorde. Njena zadnja knjiga je pa išla v Italiji in sicer Terra lasciti, Pratiche testamentarie nel Contario Triestino fra 8 e 900. Marta Verginera tako vodja tudi več raziskovalnih projektov. Ženske in Prva svetovna vojna, bila je vodja projekta Pravna in politična zgodovina žensk in pa trenutno vodi še projekt Ženske in meje. In na koncu ne predstavim še moškega člana te zasedbe, Tonija Pustovrha, docenta, ki prihaja iz Fakultete za družbene vede, iz katedre za kulturologijo. Je eden redkih, ki se v Sloveniji ukvarja z družbenimi posledicami tehnološkega preoblikovanja človeka. Doktoriral je leta 2013 z dizertacijo z naslovom Družbeni vidiki tehnologij krepitve človeka. Zaposlen je kot raziskovalec pri Centru za preučevanje znanosti, ima številne objave v številnih prestižnih tujih revijah, kot na primer Neuroethics and Nanoethics. Uredil je tematska številka domačih revij na temo etičnih in družbenih vidikov novih tehnologij. Med drugim predava na FDV-ju tudi predmet metode kvalitativne analize in pa sodeluje pri predmetu etnični in pa družbeni vidiki modernih
znanosti. Etični, pardon. Se preveč v 19. stoletju. Torej, če kar začnemo z rdečo nitjo knjige, kakšen je kontekst knjige, kakšen je kontekst Evgenike, ki ga Ana tako dobro piše v svoji knjigi? Ja, hvala za besedo, se je lep pozdrav vsem in hvala za to dolgo predstavitev, ki bo skoraj daljša od mojega posega. Ne? Ampak hvala seveda tudi, da ste me povabili na ta dogodek. Predstavitev študije, ki je v samem njenem nastajanju ukazala po mojem že zelo zanimiva vprašanja, že med samim raziskovanjem in nastajanjem te študije. Se je kazalo v bistvu, da kako bo avtorici uspelo povezati, lahko rečemo, določena poglavja z področja zgodovine demografije z vprašanji biopolitike oziroma z raziskovanjem tudi določenih tematik socialne zgodovine v 20. stoletju. Mislim, da je ta poseg pač ta prehod z 19. v 20. stoletje v tej študiji pokazal, kako samo še enkrat, kako se določili procesi, fenomeni, ki jih v vsej njihovi jasni luči vidimo v 20. stoletju, dejansko kako njihove korenine segajo v 19. stoletju, kako njihove korenine so povezane s tistim procesom nacionalizacije, ki se dogodi v teku 19. stoletja, zlasti v drugi polovici 19. stoletja, kako je samo, bom rekla, novo razumevanje prebivalstva, ne samo več v logiki moderne države, kot pravi francoski zgodovinar in demograf in filozof Hervé Lebras, oziroma Lebra, v bistvu v 19. stoletju se zgodi novo razumevanje prebivalstva, ki postane predvsem, lahko rečemo, tista entiteta, ki jo potrebuje narod in okrog katerega se začenjajo razvijati novi diskurzi, ki so povezani z predvsem, lahko bi rekli, s poskusom obrambe nacionalnega telesa. Zdaj, v mislih imam predvsem Francijo in Veliko Britanijo, ki lahko rečemo, začenjata razvijati razno vrste teorije, nauke, doktrino na področju evgenike in sta obe kot imperialistični velesili močno zaznamovani strahom pred drugim. Tu, če pogledamo bodisi na Gobineauja kot na Chamberlaina, vidimo pač, da ta strah pred drugim je seveda povezan s šibkostjo oziroma s konkurenco, ki nastaja znotraj posameznih, torej v tekmi za prevzem nad oblasti nad ostalimi kontinenti. Strah, ki ga Francija ima zaradi svoje demografske šibkosti, ne samo v odnosu do, lahko bi rekla, afriških obal Mediterana, strah pred drugimi rasami, ampak predvsem strah, bom rekla, pred lastno šibkostjo v relaciji z Nemčijo. Mislim, Francija lahko v določeni meri, če beremo francosko politično zgodovino v drugi polovici 19. stoletja, lahko vidimo, da je Francija obsedena z določeni meri z demografskimi vprašanji in predvsem s vprašanjem šibkosti, ne nazadnje lastnega naroda. In tu se odpro tista vprašanja, ki bodo potem ki so povezana tudi z evolucionistično teorijo, ki so pač odprta, ki so povezana z razvojem tudi fizične antropologije. Vemo, fizična antropologija ima drugod svojo domovino, ima zlasti v Italiji s Cesarem Lombrozom, ampak Lombrozo v bistvu postane avtor, ki potem zaznamuje vedne študije, tudi ukvarjanje z genetiko, tudi drugod, postane, lahko rečemo, tisti
njegova dela postanejo izhodiščni temelj za ukvarjanje z genetiko, da ne govorimo z forenzično antropologijo in tako naprej, tudi v ostalih predeljih Evrope in zahodnega sveta. Torej, to vprašanje klenosti telesa, ki je, kot je zlasti George Moss pokazal, v bistvu tako močno povezano s vprašanjem nacionalizma, to vprašanje klenosti telesa oziroma vprašanja zdravega telesa, to seveda to je tematika, ki nas privede tudi v slovenski prostor in ki jo lahko, bom rekla, v drobcih zaznamo že zelo zgodaj, v 70-ih, 80-ih letih, ki jo zaznamo zlasti v tistih tekstih, ki obravnavajo vprašanje ženskega telesa in tu se začne nedvomno tudi ena od tematik, ki potem Ana osvetli, ko dejansko se ukvarja s vprašanjem eugenike. Hvala, to eugeniko se dotika cela vrsta diskurzov, na drugi tudi znanstveni diskurs. Ana, bi lahko definirala, kaj vse pravzaprav je eugenika, kaj je pomenila? Omenjaš pozitivno, negativno eugeniko? Ja, morda za tiste, ki ne poznate pojma, lahko začnemo pri definiciji. Sicer velja poudariti, da poznamo raznovrstne definicije samega pojma eugenike. Tako sem tudi v slovenskih virih zasledila definicijo, ki je eugeniko preprosto enačila s težnjo po izboljševanju človeštva z izobraževanjem. In to mislim, da je težnja, s katero se vsi strinjamo. Ampak, če pogledamo to ožjo definicijo, ki je recimo zapisana tudi v slovarju slovenskega knjižnega jezika in na katero se opiram tudi sama, ker nasprotno zapademo v relativizme, je eugenika nauk o metodah za dosego dobrega potomstva. Ampak tu imamo že dva pojma, ki sta dejansko zelo relativna. Metode, katere so te metode, in dobro potomstvo. Kaj je dobro potomstvo? Ena od najbolj priljubljenih eugeničnih metod v prvi polovici 20. stoletja, kakor verjetno veste, so bile prisilne sterilizacije tistih, ki so jih smatrali za manj vredne, za dedno manj vredne. Poznate verjetno tudi metodo, ki so jo uporabili v nacistični Nemčiji, ko so dejansko eutanazirali, čeprav mislim, da to ni najbolj primeren izraz pač ljudi, ki so jih smatrali za, tako rekoč, v navednicah manj vredne. Ampak kot eugenično metodo so recimo tedaj razglašali tudi zaščito mater in otrok na drugi strani. To je primer, lahko bi rekli, tako definirane pozitivne eugenike, ki se ukvarja z spodbudo za razmnoževanjem tistih, ki so jih smatrali za dedno zdrave, za dedno več vredne, in imamo pa tudi metode negativne eugenike, ki so si prizadevali za v bistvu preprečevanje razmnoževanja tistih, ki so jih smatrali kot dedno manj vredne. Primer tele negativne eugenične metode so torej te prisilne sterilizacije. Drugi relativen pojem v tej definiciji, tako kot sem že poudarila, dobro potomstvo. Kaj je dobro potomstvo? In o tem bomo danes tudi še razpravljali. Ali je to zdravo potomstvo, ali je to belo potomstvo, ali je to temnopolto potomstvo, ali je to nealkoholizirano potomstvo. O tem bomo danes še rekli kakšno besedo. To mogoče za začetek za uverturo. Vsem še zadnje na podu vprašanje, kaj je eugenika v slovenskem kontekstu? Ker tukaj ker vemo, da se eugenika vrti tudi okrog vprašanja geni ali okolje. Vemo, da recimo socialistična eugenika bolj je naklonjena vplivu okolja. Kakšne vrste eugenika zaznamuje slovenski prostor? Točno tako, to je zelo dobro vprašanje. Ko govorimo o eugeniki, ko se spomnimo tudi na prisilne sterilizacije, se spomnimo tudi na tako imenovani dedni determinizem. Se pravi, eugeniko vežemo na gene.
ampak vsi eugeniki se niso strinjali s tovrstno definicijo in so poudarjali pomen vplivov okolja in so potem takem se tudi zavzemali za uvajanje socialnih ukrepov. In tovrstni, nekoliko drugačni različici eugenike so gravitirali recimo nekateri socialistični avtori v Jugoslaviji in v Sloveniji, tudi slovenski avtori in drugot v Franciji, Angliji in tako dalje. Vprašala si me tudi glede slovenske eugenike. To je potrebno vzeti v ozir spet entangled history, ne, se pravi to vpetost v mednarodni prostor in dejstvo, da so na definicije in na poglede slovenskih eugenikov tako rekoč vplivali različni znanstveni transferi iz tujine, zelo močen je prihajal na primer ravno iz Nemčije, iz nacistične Nemčije. Slovenski eugenik par excellence, Božas Škerl se je veliko šolal v Nemčiji, drugi pomemben transfer, drugi pomemben vpliv je prihajal iz Češke, ampak tudi recimo katoliška Castica Nubi, ta enciklika, je igrala svojo vlogo, kajti tudi v slovenskem prostoru poznamo te tako imenovane katoliške eugenike. Tako da to so bili vsi ti različni vplivi, ki so vplivali na to, da so bile definicije pri nas zelo različne. Kdo pa je tisti drugi, katerega treba preprečiti, da pronica in okuži slovenski narod? Ja, sprej drugi, kot sem poudarila, definicije drugega tudi so bile zelo različne, ampak vendar lahko sledimo nekaterim skupnim značilnostim in skupnim opredelitvam slovenskih eugenikov. Lahko ne moremo govoriti ravno o slovenski eugeniki, ampak vsaj o eugeniki na slovenskem v tem kontekstu, da so si definicije teh različnih avtorjev, ki se s tem ukvarjajo, do določene mere podobne in podobne so si zlasti v tem, kako definirajo eugeničnega drugega, zelo velika tarča eugeničnih izboljšav in posegov pri nas, tako rekoč, oziroma idejnih posegov, so bili alkoholiki. Alkoholik je bil en tak prototip slovenskega eugeničnega drugega, potem kot potrebne sterilizacije so smatrali, denimo tudi naprimer slaboumne oziroma ljudi z določenimi hendikepi, z določenimi psihičnimi boleznimi. To so bile tiste kategorije, ki so jih slovenski eugeniki obravnavali kot delno manj vredne. Ampak je pa potrebno mogoče samo še to, na hitro, potem bom končala, da so se te definicije manj vrednega človeka razlikovale glede na spol, da so pri moških nekoliko bolj poudarjali to zmožnost za delo, se pravi za manj vrednega so smatrali tistega, ki ni bil zmožen na tak ali drugačen način za delo, kot eugenično manj vredne ženske, kot tiste pa so smatrali tako rekoč prostitutke. In tudi Božas Škerl, najpomembnejši slovenski eugenik, je veliko raziskoval tudi ravno vprašanje prostitucije in dednost prostitucije in tako dalje. Upam, da nisem bila. No, biopolitika, pravzaprav njo ta knjiga zadeva, ne, v ospredje političnega zanimanja postavlja telo. Sprašuje se, ga meri, upravlja, zdravi, disciplinira, ga želi normalizirati, ga umestiti v nek sistem, narediti uporabnega. Ne? Pa me zanima, ali obstaja razlika med nekoč in danes, med biopolitiko. Kdo to pravzaprav jezdi na tem diskurzu biopolitike? So to bili včasih nacionalisti, ker konec koncev poznamo tudi na primer Oneide, ne, v Združenih državah Amerike, pa tam bi rekla, da če gremo na svetovni nivo, ne, ta diskurs nacionalistov ni imel tako pomembne vloge. Ne? Gre mogoče to zaupanje v znanost. Če mogoče bo še kdo kaj dodal pri tem vprašanju. Jaz bom čisto na kratko povedala to, da dejansko ravno zaradi te zelo relativne definicije, zaradi te široke definicije same eugenike, so se je oprijeli različna gibanja in od feministov do socialistov so se zavzemali lahko
tudi ali pa toliko za eugenične cilje, da pa načeloma velja, da je za to obdobje prve polovice 20. stoletja se eugenika nekoliko vendarle bolj vezana na ukrepe države. Država je bila tista, ki je dejansko uvedla prisilne sterilizacije. Ko pa govorimo o tako imenovani novi eugeniki, o eugeniki 21. stoletja, pa se dejansko pogovarjamo o tržni eugeniki predvsem. Se pravi, ta strah pred državnimi ukrepi, ki bi posegali v reproduktivne pravice, nekako še vedno oziroma omogoča, da se to vrstne prakse ne izvajajo na neki državni ravni, ampak z novimi tehnologijami pa je mogoče, da se eugenično praktično ravnajo oziroma odločajo sami starši, tako da je to ena taka distinkcija med staro in novo eugeniko. Mogoče bi še kaj dati svoji transhumaniste? Mogoče preden s transhumanizmom začnem, sem nekaj bi izpostavil, ker smo že parkrat omenili, ker se mi zdi, da so zaželene človeške lastnosti. Ker jaz bi rekel, da do ene mere so te lastnosti družbeno-kulturno pogojene in se pač spreminjajo od posamezne družbe prek časa, po drugi strani so pa do ene mere tudi objektivne. So pač univerzalne, če gledamo pač univerzalne človeške fizične zmožnosti, ki nam odpirajo širši razpon delovanja. Zdaj, kje se ta meja nahaja? To je precej vprašljivo oziroma precej težko določiti. Tako da to bi jaz postavil kot eno odprto vprašanje, ki se velikokrat pojavlja v kakršnem koli diskurzu. Gre za medicinski diskurs, kaj zdraviti, kaj predstavlja bolezen, kaj pa predstavlja samo raznolikost ali pa drugačnost, recimo v enem smislu. Bi pa rekel, da če gledamo eugeniko kot pač en pristop, s katerim poskušamo izbirati oziroma promovirati ali spodbujati določene lastnosti, pa po drugi strani, kot pač vaša knjiga omenja, onemogočati druge lastnosti, ki jih pač smatramo za nezaželene, ki jih smatramo kot nekaj, kar omejujejo razpon zmožnosti ali svobode posameznika, recimo v kakšnih smerih se lahko razvija, je mogoče smiselno nakazati nazaj oziroma se vrniti malo nazaj na sam evolucijski proces kot tak. Ker tudi znotraj evolucijskega procesa, ki je v bistvu en mehanizem, ki poteka neodvisno od človeka, imamo pač selekcijo z naravnim izborom, ki preferira ene določene lastnosti, medtem ko pač druge lastnosti s časoma izginejo iz posamezne vrste oziroma linije. Tako da tukaj je mogoče samo par takih nastavkov, ki bodo mogoče dali malo več zamisliti glede tega, ker definicije niso tako zelo jasne ali točne, začrtane, da bi lahko govorili zelo jasno, da pač tudi nova eugenika je eno neposredno nadaljevanje stare, oziroma tudi, da stara eugenika je nekaj, kar se pojavilo samo v 19. stoletju, ne pa nekaj, kar izvira praktično iz cele zgodovine človeštva. Ker jaz recimo se predvsem ukvarjam tudi zgodovino tehnologije, tako v zelo dolgem časovnem razponu, jaz bi rekel, da človeško zgodovino lahko v enem smislu tudi gledamo kot prizadevanje spodbujati ene določene človeške lastnosti, razširiti razpon človeških zmožnosti. Zdaj, kaj spada noter, kaj je zaželeno, kaj je nezaželeno, je pa dejansko res se malo spreminja od obdobja do obdobja. No, zdaj bi pa prišel na transhumanizem, glede na tole digresijo. Transhumanizem na splošno bi lahko rekel, da je precej novo gibanje, ki v svojem smislu zagovarja in zmožnost in zaželenost uporabe tehnoloških sredstev za izboljševanje določenih človeških lastnosti. Precej eksplicitno pa tudi poudarja, katere so te lastnosti, se pravi lastnosti, ki ne bi bile univerzalno zaželene, oziroma ki bi jih vsi želeli, da jih imamo v večji meri, oziroma da so bolj spodbujane. Tukaj običajno navajajo podaljševanje zdravega življenjskega razpona, nekatere bolj radikalne struje pač promovirajo tudi odpravo smrti zaradi staranja, se pravi zaradi degenerativnega staranja, v smislu, da bi človeško raso ozdravili smrti zaradi degenerativnega staranja. To je ena lastnost, recimo. Druga lastnost bi bila izboljšanje umskih lastnosti. Sem je ne spadala in razpoloženje, se pravi, da ljudje ne bi bili to podvrženi in kroničnim tendencam depresiji, ali pa izboljšanje kognitivnih zmožnosti, se pravi naše zmožnosti, da procesiramo informacije, da smo zmožni pač inteligentnega razmišljanja v enem smislu. Tretje področje bi bilo pa področje fizičnih zmožnosti, se pravi, tukaj je pa malo bolj nejasno odprto, bi pa šlo predvsem za izboljševanje naših fizičnih zmožnosti, se pravi, koliko smo hitri, koliko smo močni, koliko smo vzdržljivi. Tukaj po športu lahko vidite že precej sodobne aplikacije v sklopu dopinga v športu, se pravi, rabe tehnološke sredstva, zato da se
izboljšuje, presega, krepi določene človeške zmožnosti. Mogoče če se to zdaj kratek. Mislim, da v članku omenjate tudi iniciativa kitajskega BGI, da se koncentrira genome ljudi z visokim IQ-jem. Se pravi, če mogoče kaj več o tem? Ja, zdaj še to bi mogoče podaril, kot sem rekel, na področju dopinga oziroma izboljševanja človeških fizičnih zmožnosti že imamo praktične aplikacije. Vidimo, v bistvu ljudje to že uporabljajo, vse skupaj je dostopno, če na prostem pa na črnem trgu, pač dejansko dostopno posameznemu potrošniku. Medtem ko pri tehnologijah, ki naj bi z manipulacijo genske zasnove ali pa z genskim editiranjem omogočile promocijo določenih človeških zmožnosti ali pa določenih oblik ljudi, gre pa zaenkrat še za bolj oddaljene aplikacije. Tukaj v bistvu so stvari še precej daleč, recimo, čeprav mogoče lahko še nekaj v konkretnih aplikacijah porečemo. Zdaj, ta iniciativa, ki jo omenjate, BGI je kratica za Beijing Genomics Institute. V bistvu zelo velik kitajski inštitut, ki se ukvarja na splošno sekvenciranjem genomov, z neplodnostjo, z oplojevanjem z biomedicinsko pomočjo. En njihov oddelek je pač objavil dolgoročen projekt, kjer mislim, da so naredili splošen poziv ljudem, ki imajo zelo visok IQ, mislim, da nad 150, zdaj sicer ugibano, ampak recimo zelo visok IQ, da bodo pač sekvencirali njihove genome in poskušali iskati posamezne genske segmente, ki korelirajo z visoko inteligentnostjo. Zdaj, če to malo recimo špekulativno ugibamo, kaj bi se dalo s tem delati, možnost bi bila, da recimo starši, ki se odločijo za oploditev z biomedicinsko pomočjo, lahko izberejo zarodek, ki najbolj korelira s takimi genskimi lastnostmi. Se pravi, da ne bi potencialno imeli večjo možnost, da bo njihov otrok imel tudi zelo visok IQ. Kaj to prinaša v tem primeru? Pač po eni strani tudi vemo, da je zelo visok IQ včasih tudi povezan z nagnjenostjo k raznim duševnim boleznim, depresiji, bipolarni motnji, tako da nikoli ne moramo vedeti, da smo dobili samo pozitivne lastnosti, ali pa smo z njimi dobili tudi kakšne negativne. To je bila ena varianta tega. Zdaj, zaenkrat pa uporabljena ste verjetno že slišali pa prednatalna genska diagnostika, kjer lahko pogledamo izbor posameznih zarodkov, ne pa vidimo pač kakšne posamezne genske sklope. Najbolj zaželjene lastnosti otroka. Ja, tukaj bi eno smislo lahko rekel, da ne gre toliko za izbiranje lastnosti, ki jih želimo, ampak za odsotnost lastnosti, ki jih pač nočemo. Lastnosti... Negativna eugenika, ki se je menjala pač v tem sklopu. Gre pa za to, da bi odpravili posamezne bolezni, ki so običajno povezane na monogenske mutacije, se pravi take, ki jih je zelo lahko identificirati najto posameznem genomu, zato ker najbolj običajen primer je Downov sindrom, pač, da se da identificirati, kakšen zarodek ima večjo možnost, da bo trpel zaradi Downovega sindroma. In da se pač v primeri prenatalne genske diagnostike izbere zarodek, ki pač nima takšne mutacije. Se pravi, da starši v bistvu iz svoje zarodne linije odpravijo možnost, da bi se ta bolezen pojavila oziroma manifestirala. Tudi v naslednjih generacijah, ne samo v tekoči. Ampak, ja. Ne, jaz bi se samo vrnila k tistemu, kar je prej rekla Ana in to pomeni, bi naknila debato malo v zgodovino, ne vem, mogoče sem na nepravnem mestu prekinila. In tukaj je prej povedala Ana v zvezi s slovensko eugeniko, v bistvu kako je pozicionirana, na tem, bom rekla, razpotju med nemškim, slovanskim svetom. Mislim, ta moment se meni zdi zelo pomemben v tej knjigi, ker pokaže prvič po eni strani, da ti v slovenskem prostoru te razprave so, ker je, v bistvu lahko rečemo, da se je zabrisal, mislim, tudi dejansko delo, lik samega Boža Škrlja je bil pozabljen, mislim, tu pa tam se je pojavljal, ampak sistematično ga ni, bom rekla, nihče še raziskal. In tako kot tudi sistematično ni nihče raziskal slovenske eugenike in njeno pozicijo znotraj jugoslovanske eugenike, ker ne vem, če lahko govorimo recimo prav tudi v zvezi z Božem Škrljem o slovenski eugeniki, skoraj da, mislim, da je treba govoriti o jugoslovanski eugeniki, njegov prostor je jugoslovanski in mislim, da je zelo lep primer tudi delovanja slovenske intelektualne elite, ki Božo Škrk nedvomno pripada. In v bistvu njegov premik znotraj akademskega sveta
znotraj določenih mrež, ker ena od niti, ki jo Ana odstira, je tudi sklepanje njegovih vezi, mislim, raba biografske metode in poskus rekonstrukcije te znanstvene mreže, v katero je bil Božo Škrl vpet, mislim, tu je nedvomno ena od pomembnejših točk te raziskave. In zdaj to, kar je zanimivega, recimo to, kar je bilo zanimivo zame, v bistvu, kako se Božo Škrl premika med tem jugoslovanskim prostorom, nemškim, bodisi avstrijsko-nemškim, ker tu treba spostaviti tudi določeno razliko med Avstrijo in Nemčijo v 20-30 letih, in hkrati recimo vezi, ki jih spostavlja z italijanskim okoljem. Okoljem, kjer takrat jasno je na vzponu, da ne rečem povsem na oblasti fašistični režim, ki do slovenskega prostora in specifično do slovenskega prostora ima spet v bistvu zelo jasne ideje glede prav politike prebivalstva, demografskih vprašanj in hkrati seveda tudi na področju eugenike. Recimo, tisti, ki jih Božo Škrl postavi zlasti s Činijem, ki je eden najpomembnejših predstavnikov italijanske eugenike, kaže spet na eno tako, bom rekla, dokaj, na tak primer ambivalence, kjer obstajajo nedvomno programi, poskusi seveda zmanjševanja moči slovanske rase, ker eno od ciljev, ki se ga stavi fašizem, je nedvomno asimilacija, je proces raznorodovanja slovenskega prebivalstva znotraj italijanskih meja, ampak hkrati obstaja tudi neka fascinacija z močjo slovanske mlade rase, ki je spet ena od niti, ki jo najdemo v številnih, tudi vsaj v nekaterih avtorjih, kot je Šipljo Zlatar in tako naprej. Ta nit o moči slovanske rase. In v ozadju tega Aninega ukvarjanja se nakazuje tematike, ki jih verjetno v nadaljevanju bo treba še raziskati, ampak ki pokažejo nedvomno to umeščenost slovenskega, bom rekla, vsaj tega vrha, Augusta Munde in Škrlja v debate, ki se odvijajo tudi drugod, in tu bližino, ki jo potem iz političnih razlogov poskuša Škrl spostaviti zlasti s češkim okoljem, ki se znajde približno v isti zagati kot jugoslovanska eugenika, pač vis-a-vis nacizmu in nacističnih idejah o Lebensraumu in tako naprej, in v tem odnosu, ki ga nacizem spostavlja do Slovanov nasploh. Nedvomno marsi, bom rekla, takole v detajle Ani uspe, zato ker uporablja biografsko metodo, ker v bistvu tudi zelo detaljno pretrese zlasti korespondenco Boža Škrla. Ja, se pravi, v knjigi so krasne slike socialne mreže Škrljeve. Mene pa zanima mogoče, če bi lahko osvetlila, ker vem, da si raziskovala tudi malo širši kontekst slovenskih intelektualcev in pa njihove pozicije v zgodovini, pa če mogoče lahko še malo osvetliš ta vidik. Jaz bi na tem mestu poudarila ravno to je navezano na ta pomen znanosti, da tu pri teh eugeničnih argumentacijah ne moremo govoriti v smislu neke definicije banalnosti zna, ker to ne gre za ljudi, za neizobražene ljudi oziroma za neke ljudi iz srednjega sloja, ampak res za smetano slovenske družbe, tako rekoč, ki se je ukvarjala in se tudi zavzemala za grobe eugenične metode, tudi za prisilne sterilizacije. To niso bili pravniki, to so bili univerzitetni profesori prava, kot je bil na primer Munda. Potem sem Škerl, imamo tudi zdaj, še danes imamo na primer Škerljeve dneve, se pravi zelo ugledan antropolog po drugi strani, ki je veliko tudi sam pripomogel k razvoju slovenske antropologije in etnologije in se pravi iz tega vidika zaslužen na nekaterih drugih področjih. Imamo zdravnika brata Pirc, ki sta v bistvu veliko prispevala k nastanku slovenskega javnega zdravstva in sta spet v tem kontekstu izjemno zaslužna, ampak se hkrati v obdobju med obema vojnama
zavzemate tudi za nekatere evgenične prijeme. Tako da je ta moment, ne, se pravi dejstvo, da so se zato najbolj imenitni ljudje nekako zavzemali nekakšna najbolj zagonetna točka evgenične razprave. In tu se tudi lahko vprašam, koliko je ravno ta znanost kot taka objektivna sama po sebi, glede na to, da znanstveniki, to so bili v bistvu pravzaprav trdi znanstveniki na nek način, oziroma vsaj na pol trdi, ne, zdravniki, biologi, se tudi sam Škerl je do diplome študiral biologijo, tako rekoč. Vsa ta vprašanja nekako relativizirajo, kaj je znanost in pač vnašajo v razpravo o znanosti tudi vprašanje etičnosti, ki so jo očitno številni od zagovornikov evgenike popolnoma odrinili na stran. Ampak glavno smo ima pomembno vlogo v delovanju znanstvenikov. No, Ana tukaj v bistvu odpira dobro vprašanje, ne, kaj je objektivno vedenje oziroma smo sposobni do njega priti, pa če to lahko uporabimo tudi kot nekaj preskriptivnega, se pravi nekaj, kar je nasplošno oziroma univerzalno zaželeno. Zdaj, tudi danes vidimo lahko znotraj transhumanističnih prizadevanj ali pa mogoče bolj splošnih prizadevanj za to, da bi pač spodbujali recimo dolgoživost, večje mentalne sposobnosti ljudi, zelo prominentne figure, ne, ljudje v tehnoloških krogih, naprimer, ljudje, ki so zelo uspešni podjetniki, eminentne znanstvenike, v bistvu iste profile ljudi, ne, ki so takrat zagovarjali tudi evgenične posege. Je pa treba... Ja, tudi kandidate. In v tem smislu je mogoče smiselno poštevati, ja, da pač to, kar je v posameznem obdobju velja za recimo splošno sprejeto, sprejemljivo in glede metod in glede procesov, se spreminja s časom. In ni nujno, da bodo pač tudi naši trenutni posegi, to, kar zagovarjamo, delamo, ne govorim samo o genike, ampak na splošno, čez pač 50 ali pa 100 let veljali za precej barbarske, za podobne zmote, za podobne napake, kot jih vidimo danes. Ne? Ampak problem pri tem pa je, da se pač moramo odločati v negotovosti. Ne? Zdaj, ene določene smeri ravnanja, razvoja, tehnologije, razvoja javnih politik, upravljanja je pač treba razviti v danem trenutku. Ne? In zato se mi zelo pomembno zdijo študije, kakršna je pač tvoja, v tem smislu, da če uporabljam že ta malo banalni rek, da pač če ne razumemo preteklosti, tudi ne moramo boljše ravnati v prihodnosti. Ne? Zdaj v tem smislu, mogoče se vseeno lahko naučimo te zgodovine. Jaz bi tu dodala, recimo, tole, da lahko gre do pretiravanja absolutno tudi v drugo smer. Tu imamo primer ravno predimplantacijsko diagnostiko, ko se v bistvu recimo kar lahko izbere zarodke, ki so nekako zdravi, zarodke, ki imajo res neko hudo dedno okvaro. Recimo, da ne bi otrok preživel niti dneva po porodu in tako dalje, da pač na ta način je omogočil, da pač dorodijo imajo zdravega otroka, da to nekatere države danes prav zaradi tega strahu pred evgeniko prepovedujejo. Ne? Recimo, konkretno v Italiji je bil primer, da so dejansko predimplantacijsko diagnostiko nekaj let nazaj prepovedano ravno na temelju evgeničnih argumentov, kar pa se mi zdi tudi sporno, ker samo v teh postopkih vidim napredovanje vendarle na nek način. Samo mogoče ena stvar, ki bi bilo še smiselno izpostaviti v tem kontekstu, je, da je zelo težko razločiti oziroma določiti, kaj jasno spada področje terapije, kaj pa spada recimo področje izboljševanja oziroma pozitivne evgenike v tem smislu. Ne. Zdaj, glede določenih bolezni, pač verjetno bi se vsi v sobi lahko strinjali, kjer so res takšne, da jih je treba zdraviti v vsakem primeru, da bi se vsak želel potomce, ki niso podvrženi takim stanjem, recimo hudim boleznim, ki omogočajo, pač, ki povzročajo možganske okvare, ki pač povzročajo to, da smo paralizirani, karkoli podobnega. Pač. Čeprav to tukaj ni čisto jasno, pač so tudi primeri. Po drugi strani pa, kjer so tiste lastnosti, ki jih pač, ki bi bile več od tega, kar smo, oziroma več od tega, kar je normalno, kar je poprečno, kar je zdravo, če smo to sposobni določiti. Zdaj, s tem, kar se je že začela, možnost izbiranja potomcev pač z določenimi okvarami. Za nekateri so to pač poskušali
oziroma še poskušajo umestiti v kontekst tega, da imajo pač starši pravico izbirati potomce, ki so jim, recimo, v enem smislu tudi kulturno podobni. Ne? Zdaj, promenite primer tukaj je bil, da sta starša, ki sta bila oba gluha, želela izbrati zarodek, ki je imel večjo možnost, da je gluh, v primerjavi z zarodkom, ki pač bi lahko normalno slišal. Ne? In to so pač utemeljevali na podlagi tega, da pač gluhi imajo svojo kulturo in da starša s tem zagotavljata nadaljevanje svoje kulture, svojih prepričanj. V bistvu je bil argument podoben kot v primeru, da pač starša, recimo otroko peljeta v določeno religijo, v določen način razmišljanja. In tukaj se pa spet odpira vprašanje, se država lahko vmeša, gre zdaj za omejevanje svobode izbire, pravice otroka. Ampak zavezujoči mednarodni standardi v znanstveni skupnosti obstajajo, čeprav nekateri kršijo, naprimer rajeljanci, ko so poudarjali, da ne bi že klonirali človeka in tako naprej. To je sicer malo prenatihnjena trditev, po mojem, malo promocijska trditev, ampak ja, obstajajo pač določeni standardi, ki trenutno precej omejujejo uporabo tehnik oziroma tehnologij za spreminjanje genske zasnove posameznikov oziroma tudi zarodkov. Zdaj na področju sintezne biologije, ne vem, mogoče kdo od vas je kaj slišal za tehniko CRISPR, je na primer zelo učinkovita, ker omogoča sočasno spreminjanje, mislim, da na več kot 50 mestih genoma in je precej natančno, pač, je pa šele v zagonu, tako da lahko pričakujemo, da v prihodnosti bo omogočala zelo natančne spremembe človeškega genoma oziroma posameznih genskih segmentov. In glede te tehnike je bilo v zadnjem letu precej prahu dvignjega s tem, ko so kitajski znanstveniki izvedli poskus na zarodkih, kjer so pač s to tehniko CRISPR poskušali spremeniti določene genske segmente s tem, da bi ozdravljeno bolezen, mislim, da je bila mišična distrofija ali nekaj takega. Sicer ni bilo predvideno, da bi se zarodki razvijali naprej, mislim, da po 14. tednu so jih pač uničili oziroma niso pustili nadaljnjega razvoja. Je pa vse skupaj dvignilo precej prahu znanstveni skupnosti z vidika, da če je sploh moralno in tudi etično nadaljevati takšne raziskave, se pravi, da bi s časoma lahko vodile do genskega editiranja zarodkov. Zdaj, eni odzivi so bili pač pozivi po prepovedi in raziskovanja in kakršnih koli posegov, se pravi tudi na zarodke, ki se iz časoma uniči, drugi so pa pač argumentirali, da s tem zaviramo tudi razvoj terapij, ki bi lahko pomagala bodočim otrokom, da se rodijo pač brez določenih gensko pogojenih bolezni. Tako da tukaj je vedno malo nihanje med tem, kaj je v enem trenutku prepovedano, pa kaj v naslednjem trenutku ni zato, ker nam odpira širše možnosti. Jaz bi tudi dodala samo še eno zanimivo informacijo glede izbir staršev. Tudi v recimo 70-ih, 80-ih letih, ko so se začeli postopki z umetno oploditvijo, je bilo nekatere strah, da se bodo starši odločali eugenično, da se bo torej ženska namesto za spermo svojega partnerja tako rekoč odločila za spermo enega bolj lepšega oziroma bolj inteligentnega človeka ali kakorkoli. Oziroma, da se bodo tako odločali vsaj v primerih, ko je bil eden izmed partnerjev neploden. Ne? Se pravi, bodisi da je bila ženska, bodisi da je bil moški in da so potem takem šli in izbrali pač najboljše možno pač spolno celico. Ampak dejansko sociološke raziskave so pokazale, da se niso odločili na ta način. Da so se dejansko odločali po tem, kateri od teh potencialnih darovalcev je tem bolj podoben staršu, tistemu, ki je pač po tem primeru neploden. No? Tako da je zelo zanimivo to, da so mogoče te strahovi pred novimi tehnologijami kdaj tudi v tem kontekstu detektirani. No? Mogoče sem kot zanimivo zpomenil, da tudi Nobelova genska banka je obstajala nekaj časa v Ameriki. In je popolnoma propadla je v bistvu, tako da... Med drugim tudi zaradi tega, ker pač se je izkazalo, da darovalci dejansko niso bili Nobelovi nagrajenci na koncu, ampak da so bili pač povprečni ljudje, ker ustanovitelj ni mogel pritegniti pač Nobelovce oziroma v tem smislu. Tako da isti argumenti se v bistvu pojavljajo za dizajnerske otroke, da bi pač to pomenili večjo komodifikacijo, potrženje tega in da bodo starši pač to gledali samo kot en potrošniški material, v smislu, ampak nekako se ne kaže to. Pač večina staršev, saj še zmeraj
želi najboljše za svoje otroke. No. Zdaj, ali v smislu izobrazbe ali česarkoli drugega, pač nekako vplivajo na njihovo življenjsko pot. Ne. Zdaj, tukaj je pa predvsej debata na polju bioetike. Ne. Izbira določene genske sestave zdaj pomeni tudi močneje začrtano smer razvoja oziroma omejevanje svobode tega, kam se bodo zarodki lahko razvijali kot ljudje, kot otroci, kot enkrat odrasle osebe. Je pa tu še ena nevarna točka, ki se mi zdi, nismo tako dotili, to je sam dedni oziroma genski determinizem, ki ni nujno vezan na tehnologijo. Lahko je tudi v smislu nekega pretiranega poudarjanja samega sebe, v smislu uspešnosti, ker naj bi bila ta nekako dedna, v resnici pa je lahko popolnoma plod okolja. Se pravi, ta meja med tem, kaj lahko pridobimo z okoljem, kaj lahko pridobimo z geni, nekateri pretirano postavljeno na stran genov. In tu, mislim, ne vem, lahko bi pokazali zdaj filmček enega takega primera tovrstne samohvale, ki jo nekateri tudi smatrajo kot pač prototip eugenike in je zadnje čase tudi veliko prahu verjetno moram to lahko narediti. So vključeni zvočniki, to bi bilo smiselno, da vam pokažem. Malo se moraš še naložiti. Family subscribes to a racehorse. Produce slow horses. They believe that there are superior people, and that if you put together the genes of a superior woman and a superior man, you get a superior offspring. You have to have the right genes. I have a certain gene. I'm a gene believer. Do we believe in the gene thing? I mean, I do. I have great genes and all that stuff, which I'm a believer. Well, I think I was born with a drive for success. I was born with a certain intellect. The fact is, you have to be born and blessed with something up here. God helped me by giving me a certain brain. It's this. It's not my salesmanship. It's what? This. You know what that is? It's the brain power. I have Ivy League education, smart guy. I have like a very, very high aptitude. I'm pretty good at English. I always did very nicely in English. I mean, like, I'm a smart person. You're born a fighter, and I've seen a lot of people that want to fight, but they can't. Some people cannot genetically handle pressure. I always said winning is somewhat maybe innate. Maybe it's just something you have. You know, you have the winning gene. Frankly, it'd be wonderful if you could develop it, but I'm not so sure you can. You know, I'm proud to have that German blood. There's no question about it. Great stuff. Mislim, da tale filmček bil zelo povedan, ne? Ampak tudi, mislim, da v celotnem diskurzu na ameriških volitvah se da prepoznati tudi nekatere eugenične vsebine. Naprimer, ameriški statistični urad opozarja, kako pravzaprav število belih otrok upada, kako bodo se belci znašli v manjšini. Mislim, da to tudi mogoče je zaznamovalo volitve in pa ta diskurs spominja na eugenični diskurs, se mi zdi. Mogoče samo dodam, da to spominja pač na klimo, ki jo Francija doživlja že v 70-ih, 80-ih letih 19. stoletja, ko začenjajo prvi glasovi strahu o propadu francoskega kolonializma oziroma pač o nemoči francoske civilizacije, ki ne bo zmogla asimilirati severnoafriških obal, ki ne bo zmogla pač obraniti evropske rase. Mislim, to so diskurzi, ki se jih lepo prepozna že v 19. stoletju in ki jih danes pač v novih preoblekah najdemo in slišimo nenazadnje tudi zdaj v ameriškem prostoru, ne? Ampak verjetno zdaj, ko so se volitve zgodile, verjetno se moramo tudi mi vprašati, ne, če so bili ti pristopi nenazadnje ameriškega tiska in ameriške levice pravilne v spopadanju s Trumpom. Mislim, ker tega materiala je bilo
ogromno in mislim, glede na kolaps, ki ga doživel ameriški tisk, ne, in tako naprej, se tudi treba vprašati, mislim, ne, če je to stigmatizacija oziroma smeh, ne, ob teh zadevah pravilna reakcija. Jaz bi mogoče še nekaj z vidika kognitivne znanosti oziroma neuroznanosti izpostavljene. Saj v bistvu te fraze, ne, v tem smislu, eni so pač rojeni kot zmagovalci, ne, oziroma sistem na koncu omogoča uspevanje pa preživetje najmočnejšim, najboljšim, najbolj uspešnim. Ne. To spet lahko vidimo čez vse združbe skozi človeško zgodovino. Ne. To ni v bistvu nič novega samo po sebi. Ne. In tudi sodobna kognitivna znanost oziroma neuroznanost zelo dobro kaže, da imamo mi prirojen čustveni instinkt do tega, da čutimo odpor, strah proti tistem drugem. Če se to seveda potencira v tem okolju, kjer smo, če se spodbuja. Ne. In recimo Trumpova kampanja ali pa podobne kampanje, običajno tudi, jaz rekel, večina konzervativnih kampanj zelo dobro naslavlja te podzavestne čustvene instinkte ljudi. Ne. Se pravi, ta strah pred tistimi, ki so krivi za to, da mi izgubljamo svojo službo, da pač je ogrožena naša eksistenca, ko bodo pač povzročili to, da bo za vse, kar gre narobe in za vse, kar bo še šlo narobe. Ne. Nagovarja zelo temeljne, zelo primitivne instinkte človeških možganov. Ne. V ameriškem tisku smo lahko videli pač to borbo nekako med nekimi racionalnimi argumenti na, recimo, liberalni ali demokratski strani, pa med zelo čustvenimi argumenti, pa nagovarjanjem na, če je to republikanska stran, zdaj ne vem, pač ena mešanica vsega skupaj. Ne. In sigurno teh ljudi, ki jih nagovarjajo te čustveni argumenti, ne boste prepričali z racionalnimi argumenti. Saj ne brez, da jih date v eno zelo dobro šolanje, oziroma da jih pač soočite z nekom, kjer bojo lahko debatirali zadeve en mesec skupaj. Ne. Tako da tukaj, ja, lahko vidimo pač... Ampak hkrati pa vidimo, da se tu igra z neko statistiko, ne, z nekimi napovedmi. In kot vidimo, je možno te napovedi zelo manipulirati. Tako počnejo danes strahovi pred izumrtjem bele rase, ki so bili prisotni tudi v 19. stoletju in tudi recimo v Ameriki z tako imenovanim white peril in tako dalje. Ampak imamo dober primer tudi pri Božu Škerju, ki je v bistvu naredil znanstveno raziskavo, štel otroke v pomožnih šolah, v navadnih šolah in iz tega izračunal natančne grafe in natančno statistiko o tem, kako bo čez 60 let v Sloveniji večina ljudi manj vrednih, pač zato, ker se pač otroci oziroma družine, ki pošiljajo otroke v pomožne šole, množijo hitreje kot družine, ki pošiljajo otroke v navadne šole. Se pravi, zdaj se lahko vprašamo, če so te njegove napovedi po 60 letih se uresničile. Morda so se, ampak mislim, toliko... Ampak tudi, če se niso to načino vzamem učite, oziroma stalnih privlačnosti in recikliranja. Zdaj, kot se omela, ne, pač isto 19. stoletje, jaz bi rekel, v Sumeriji lahko zasledite iste strahove, iste zadeve, ne, kjer imate pač strah tiste vladajoče etnije, ne, pred tem prehajajo priseljenci, mešajo se z nami, ne, vsega po koncu pač propadal, bo propadal, vse skupaj dekadentno ratuje. In to se ponavlja kar naprej, čez celo človeško zgodovino, ne stalno lahko vidimo pač. Mogoče bi šel v smislu tega, ko sem menila ravno pač to, se rekla njegovo študijo, ne, kjer je otroke pač iz različnih okolij mešal. V psihologiji imate tudi, zdaj ne vem, kdo je delal ta eksperiment, mislim, da je bilo v Ameriki, kjer so otroke iz istega razreda razdelili na dve skupini, pač, eni so bili modri, eni so bili pa rdeči. Ne, in povedali so pač, da rdeči otroci so bili zbrani na podlagi tega, da njihov IQ je bil izmerjen kot nižji od tistih v modri skupini. Ne. In ko so jih spremljali naprej pač pri tem njihovi dejavnosti, razdeljene te dve skupine, dejansko je tistim otrokom, ki so bili pač v rdeči skupini, šlo boljše kot tistim v modri. Ampak ni bilo narejeno na podlagi tega, kakšne izide IQ-ja je kdorkoli. Naključno so jih razdelili. Ampak samo prepričanje v tem, da smo pač boljši, da smo bolj sposobni, da imamo višji IQ, pomaga, da pač boljše delujemo, da imamo večjo motivacijo, da se boljše razvijemo. In nasprotno, to, da nas pač drugi označijo za inherentno, determinirano, manj sposobne, manj vredne, vpliva na to, da pač slabše delujemo. In to je en od velikih determinantne v tem, če so otroci pač odraščajo v revnem okolju.
ne da je kriva genska zasnova samih staršev, bi jaz rekel, ampak krivo je to prvotno okolje, ne, ki jih tudi na genskem nivoju, v smislu epigenetike, ki vpliva tudi po rojstvu na našo gensko sestavo, zaznamuje in znižuje njihovo zmožnost za to, da pač, zdaj ne vem, kaj bi se korelirali z boljšim razpoloženjem, z večjo samozavestjo, z večjo samodisciplino pa podobno. Tako da tukaj se lahko vidi, da ni nujno vpliv genov, ampak je vpliv okolja. Ne? In vedno je prepletanje vpliva okolja in genov. Razen, zdaj spet pač mogoče kot caveat v redkih primerih, kjer pač zelo hude bolezni dejansko izničijo nekakršne možnosti okoljskega vplivanja na to, da bi kompenzirali za to gensko okvaro. Zdaj mogoče sem še to pa spet predam ostalim za besedo. V smislu determiniranosti oziroma pogojenosti otroka recimo z njegovimi geni. Spet primer iz te Nobelove genske banke. Ne. En prominenten primer je pa bil, ne, kjer je dejansko otrok, kjer je bila mati pač opojena s spermo Nobelovca na področju matematike, no, to je bil potreben primer, ki dejansko bil darovalec, ne, to, kar ne bi bil. Je pa otrok kazal zelo dobro nadarjenost oziroma sposobnost za matematiko v osnovni šoli. Zanimivo je pa, da njegova nadaljna pot je šla po smeri raziskovanja čarovništva oziroma vikanstva. Tako da lahko imaš pač nedoločene predispozicije, sposobnosti za nekaj, ampak ni nujno, da boš s tem življenjem ukvarjal oziroma da se bo želel tem ukvarjati. Ne. Zdaj je ta otrok pač v to smer šel ravno zato, ker je hotel kontrirati tej nekakšni determiniranosti ali predpogojenosti, ali ga je pač to samo zanimalo. Ne. Jaz bi rekel, da so to nastavki, ki jih imamo. Ne. Kam bomo šli, kam se bomo razvijali, pa pač zelo odprto. Ne. Ampak en od običajnih argumentov za izbiro oziroma za spodbujanje genov, ki nam dajo ali večjo umsko kapaciteto ali boljšo dolgoživost, je to, da pač človek ima širši razpon zmožnosti, kaj bo lahko delal v življenju. Ne, da bo pač usmeril na eno določeno kariero ali eno določeno obnašanje, ampak da bo pač lažje izbiral, ker ga ne bo pri tem kromila ali bolezen ali kakršna pa druga omejenost v tem smislu. Ampak vseeno bi nekako sama verjela, da čim manj genskega determinizma, tem boljše upamo, da ni, ne? Da geni ne determinirajo toliko, kot so nekateri verjeli ali pa še vedno verjamejo in da smo vendarle svobodni pri tem, kaj zmoremo in kaj se nam bo zgodilo in kako lahko delujemo. No? Da je, to je v bistvu žalostna religija, oziroma miselnost, ta genski determinizem na nek način. Zelo nesvobodne nas je na nek način. Zdaj to vsekakor poudarja. Za svobodni voli bi se dalo razpravljati, druga še zadika nevroznanosti pa tega, ampak ja, se strinjam. Ne. Genski determinizem v tem smislu, kjer je pač nekdo zaznamovan oziroma določen s tem, da bo pač alkoholik, zato ker je bil nekdo staršev alkoholik. Na ta način, ali v tem smislu. Ne. Je pa res, da kar se mi zdi, pa tudi še malo en tak odpor, predvsem družboslovja pa humanistike do tega, da geni pač do ene določene mere vse determinirajo, kakšne zmožnosti imamo, ali kaj smo. Ne. Ravno zaradi tega strahu pred tem, da zapademo v genski determinizem spet. Ne. Vedno moramo iti eno tako srednjo pot in se zelo paziti ekstremno na obeh strani. Zato diskusijo počasi zaokrožila, pa bi mogoče se pa vrnila v zgodovinske vode. Tvoja knjiga odprla številne izhodišča, tako kot ta razprava, me zanima, kam naprej. Kakšne so nove teme v zgodovinskem raziskovanju povezane z eugeniko? To mogoče čas druge svetovne vojne, mogoče Marta? No, mislim, tu bi jaz razmišljala predvsem, da nam je zlasti demografska zgodovina kot raziskovalno polje dejansko dokaj tuja, ne? Ker razen recimo pod Svitru, ki je zgodovinsko-demografske raziskovanja nastavu, zlasti, če gledamo pač v preteklosti, torej ne v sodobnosti, je demografija zelo malo eksploatirana. Ne? In to se kaže, bom rekla, odsotnost, to je povezano nedvomno z odsotnostjo neke državne tradicije, če pogledamo seveda, kje se demografske študije najbolj razvite, so to na območjih z veliko tradicijo nacionalne države, z Francija, ne nazadnje, seveda Avstrija je imela tudi zlasti pač dovajanjem državne statistike nastopijo pogoji za to, da se začenjajo razvijati tudi demografske študije, ampak jaz mislim, da prav na področju demografske zgodovine smo mi tu
zelo pomanjkljivi. Če izvzamemo nekaj drobnih študij, je celotna, bom rekla, oziroma tako bom rekla, zgodovinsko-demografska znanost se lahko jo lahko obnovimo s par študijami. In to je velik problem. Problem je seveda zato, ker za te študije ni dovolj uporabiti državno statistiko. Potrebno bi bilo vstopiti zlasti v nadškofijske arhive, zlasti v župnijske arhive. In tu imamo, mislim, eno tematiko, ki je sploh tudi v samem okolju zgodovinarjev, ki smo nikoli načeli, odnosa s tako imenovanimi varuhi tega demografskega materiala, ki največkrat zelo samovoljno ravnajo in postavljajo zelo resne prepreke, ki jih v tujini ni. Če želimo pač uporabiti gradivo, ki je shranjeno v ljubljanski nadškofiji, moramo opraviti celo serijo zelo formalnih aktov, in da ne govorimo pa o tem, če bi želeli potem raziskati na terenu. In tu mislim, da je ena resna ovira za marsikatero študijo, je pa res seveda, da so demografske študije zamudne. Izredno zamudne in da drugod se te demografske študije počnejo v skupini, v timu. Moraš imeti seveda resno sofinanciranje in vsega tega ni. Zato pa tudi bi lahko rekla nekaj resne demografske zgodovine pri nas ni, je nimamo na našem oddelku, je nimamo na drugih oddelkih in to je nedvomno. In je nimamo niti, če gremo nazaj v novoveško obdobje, kar v drugih zgodovinopisih je prisotno. Tako da tu tudi recimo zgodovina družine je v slovenskem prostoru zapustila zelo rahlo sled, Huda jez, moje študije Marka Stupca in spet se postavimo. Mislim, to je v bistvu celotno neeksploatirano področje in tu lahko pač pridemo vse, in ne nazadnje tudi, če pogledamo 20. stoletje, ki je bogato z sekularnimi viri oziroma pač z viri, ki jih producira država na tematiko demografske zgodovine, tudi tu neverjetna luknja. Ker je zelo zanimivo, ker kaže slovenski odnos do lastnega prebivalstva in kaže te slovenske, bom rekla, težave pri merjenju po eni strani, meritvah slovenskega prebivalstva, hkrati pa ne moremo reči, da v slovenskem prostoru ni tistega diskurza, ki se ukvarja s postavljanjem mej, oziroma ki bi se ukvarjal s pronatalističnimi vprašanji, o tem, kako povečati število Slovencev, hkrati seveda to pozabiti na celi črti asimilacijsko sposobnost slovenskega prostora, to, da pač, bom rekla, v slovensko prebivalstvo so vendar vstopili pripadniki drugih jugoslovanskih narodov, da ta asimilacijska sposobnost slovenskega prostora je vsaj od 80-90 let 19. stoletja bila očitna v različnih, mislim, se tu po mojem mnenju manjkajo resne raziskave in hkrati manjka tudi ena širša refleksija, ki ni prisotna širše v družboslovnem diskurzu in v družboslovju. Oziroma tudi natančnejše raziskovanje vprašanj, kot je zgodovina rasizma, ko imamo nekatere študije, ampak bi lahko nadaljevali v tej smeri zgodovina fizične antropologije, ki se je pač loteva tudi v knjigi, ampak zgolj v obrisih ta vprašanja, kako se vzpostavljajo na novo po drugi svetovni vojni, v času druge svetovne vojne. Skratka, tem je še veliko na tem področju. Jaz sem mogoče v tem mestu zaključila našo diskusijo in predala možnost še publiki, da tudi ona kaj vpraša.